Spoštovane in spoštovani, takole smo pričeli s prihodom naših krasnih mažoret. Godba Komenda jih je spremljala in mažoretke seveda s tole prihodom mažoretk pred oder v šotoru ter tole, kar nas čaka v naslednjem delu, bo seveda njihov nastop. Spoštovane, spoštovani, vsi lepo pozdravljeni. Danes ponovno odpiramo vrata sejma, 3-dnevne prireditve, ki je poznana kot osrednji sejemski dogodek v tem delu Slovenije. Po skladbici, ki jo bodo zdajle zaigrali, se bodo godbeniki in mažorete seveda ponovno predstavili, zaplesali in tako bomo slovesno začeli. V celotnem šotoru bomo poprosili, kljub temu, da smo poskrbeli, da se sliši do zunaj, da pozorno spremljate uradni del otvoritve, s čim manj klepeta, tako boste pripomogli, da bo celotna prireditev potekala tako, kot mora. Hvala lepa za pozornost in gremo godba. Namenimo jim še en bučen aplavz, spoštovane dame in gospodje, tem krasnim mažoretam in godbenikom seveda. Takole, že 23 so odprli na takle način. Že 23 so odprli na takle način sejem, oziroma 3-dnevno prireditev, kakorkoli jo želimo imenovati. 23. veseli začetek tradicionalne prireditve v Komendi. Sedaj pa vabim k mikrofonu predsednika konjeniškega kluba Komenda in častnega občana občine Komenda, gospoda Lojzeta Laha. Spoštovani, lepo pozdravljeni na 23. spomladanskem sejmu v Komendi. Posebej pozdravljam ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška, ministra za zunanje zadeve, gospoda Karla Erjavca, župana občine Komenda, gospoda Stanislava Poglajna,
direktorica direktorata za kmetijstvo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo gospod Tadejo Kvas-Majer. Načelnika uprave enote Kamnik gospoda Mihaela Novaka. Predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije gospoda Cvetka Župančiča. Predsednica Deželne banke Slovenije gospod Sonjo Andoli. Predstavnika Semenarne Ljubljana Slavorin Udovič. Pozdravljam goste iz Sremske Mitrovice in iz občine Irig. Še enkrat lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odzvali povabilu, vsi gostje, razstavljavci, obiskovalci. Letošnji že 23. spomladanski sejem ohranja tradicijo že 22 let sejmarstva v Komendi in na Gorenjskem. Po sejmih, ki so danes v Sloveniji, lahko jih celo označili z nekdaj mišljenimi pokrajinami v današnji državi Sloveniji, sta spomladanski in jesenski sejem v občini poznanega Petra Pavla Glavarja v Komendi postala enakovredno ime slovenskega sejemskega gospodarstva. Letošnji sejem, vezan na velikonočne praznike, je malo bolj zgodaj, vendar, čeprav smo bili nekako vajni, da so vsi poti aprila vodile v Komendo, kjer imamo takrat sejem. Tokrat, marca, ni nič manj razstavljavcev. Tudi v čakalni vrsti za prostor jih je bilo kar nekaj. Zato pričakujemo, da tudi obisk ne bo prispešal. Čeprav tudi mi v Konjeniškem klubu želimo organizatorjem planice in prireditvah ter seveda našim tekmovalcem uspešno planico in lepe, dolge in varne polete. Tudi nam spomladanski sejem z našimi strokovnimi izkušnjami sodelavci pri sejemski organizaciji sledimo izkušnjam in nekaterim posebnim pogojem našega prostora. Upam bi trditi, da smo tudi skupaj z domačimi postali sporazumni in da je dvakrat na leto v Komendi sejem. To je seveda zelo pomembno, saj prireditev, ki moti večino, običajno ni dobra. Naš sejem je prav zato tudi širša spodbuda za prepoznavnost Komende na različnih področjih. To kažejo in potrjujejo tudi nekateri uspehi naših članov in društev v različnih področjih, tekmovanjih, prireditvah doma in izven meja. Konjeniški klub Komenda, ki je po dejavnostih in po doseženih uspehih na področju kasaškega športa in poslovnih dejavnostih v samem vrhu med klubi v Sloveniji, z organizacijo sejma ohranja in razvija svojo osnovno športno konjeniško dejavnost. Veliko pozornost namenjamo prostoru in sodelovanju z društvi v občini. Na ta način smo na urejenem sejemskem prostoru zagotovili tudi novo osrednjo tržnico vsako soboto v Komendi. Letošnje značilnosti spomladanskega sejma so strokovno predavanje ob včerajšnjem dnevu voda, naslovnem varstvo vodnih virov, za varstvo rastlin, predstavitev javnih razpisov za razvoj in prenos znanja na kmetijska gospodarstva, razstav pasenskih govedi in avcijska prodaja. Predstavitev varnega dela z motorno žago, še vedno nimamo postopnine in parkirnine, imamo brezplačne avtobusne prevoze in poslovne cone na sejem in nazaj. Imamo skrbno organizirano službo za promet, varnost in varovanje. Imamo zabavni program, gostinsko ponudbo in najbolj pomembno.
Na zunajnem prostoru in na 8 pokrivkih prostorih imamo preko 650 razstavljavcev iz cele Slovenije in izven meja. Že do sedaj smo bili z raznovrstno kmetijsko, obrtno, podjetniško ponudbo za dejavnosti komunalne in družbene infrastrukture, tudi nekako mednarodni sejem. No, vesel pa sem, da danes to nekako pravno, formalno z obiskom potvrjuje tudi zunanji minister Karel Erjavec. Še posebej poudarjene so različne storitve za kmetijstvo, tudi za vse bolj pomembno turistično, gospodarsko in kmečkem turizmu. Spoštovani, pred odprtjem spomladanskega sejma želim vsem, ki se bomo srečevali v Komendi na sejmu, prijetno počutje, razstavljavca pa čim več poslovnih uspehov. Hvala. Takole, hvala gospodu predsedniku za tale nagovor. Slovesnost odprtja sejma in željo po pomladnem razpoloženju pa bo sedaj z 2 pesmima polepšala klapa Stari trg iz Lukovice. 5 pevcev je poznanih, da že 7 let, v glavnem za žensko občinstvo, saj tako so mi zapisali. Prepevajo predvsem dalmatinske pesmi, tokrat pa nam bodo zapeli 2 domoljubni. Vipavčevo, Slovenecem in Aljaževo Oj Triglav, moj dom. Slovenecem, Slovenecem, tako je mati djala, ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala. Zatorej dobro vim, Slovenecem, Slovenecem, zatorej dobro vim, Slovenecem, Slovenecem. Slovenecem, Slovenecem, od zibeli do groba, negane moja se zvestoba, negane moja se zvestoba. Navzdek reči smil, Slovenecem, Slovenecem, navzdek reči smil, Slovenecem, Slovenecem. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočije v samoti srci. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, zato pa te ljubim in bom te vsakdan. In zadnja ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo.
mladostno naznanjajo dan. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Hvala Klapi za te prekrasne besede in pismi. Seveda, sejemske prireditve v Komendi že nekaj časa poznan izrek, ko je sejem v Komendi, vse poti iz cele Slovenije in tudi onkraj meje vodijo v Komendo. Se s tem strinja tudi župan občine Komenda, gospod Stanislav Poglajn? Verjetno. Povedal pa bo sam. Gospod Stanislav Poglajn, stopite k besedi. Spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovani minister za zunanje zadeve, gospod Karel Erjavec, spoštovani naš častni občan in predsednik Konjeniškega kluba Komenda, gospod Aloj Slah, spoštovani vsi gostje, razstavljavci in obiskovalci. Lepo pozdravljeni v Komendi ob otvoriti letošnjega 23. spomladansko kmetijsko-obrtnega sejma. Za prihajajoči vikend lahko rečem, sejem bo živ, pa ne samo sejem, tudi Komenda, saj bo v teh 3 sejemskih dnevih Komendo obiskala množica ljudi, obiskovalcev in sejmarjev, kar ponovno potrjuje pravilno odločitev organizatorja Konjeniškega kluba Komenda o organiziranju takšnih prireditev. Prireditelj in organizator sejemskih aktivnosti Konjeniški klub Komenda na čelu s častnim občanom Alojzem Lahom poleg samega sejma tudi na tokratnem sejmu po tradiciji ponuja tudi druge aktivnosti, strokovna predavanja, razstavo govedi, predstavitve podjetnikov in obrtnikov in še bi lahko našteval. V teh 3 dnevih bo Komenda tudi kraj druženja znancev, prijateljev, poslovnih partnerjev. Komenda je kraj prikaza gospodarskega razvoja in tehnološkega napredka, ne samo na kmetijskem področju, ampak tudi na področju drugih gospodarskih panog. Kot župan občine Komenda in občan sem ponosen, da imamo takšno prireditev, ki našo občino predstavlja širom Slovenije in hkrati povezuje v oblikovanju ogleda skupnega razvoja. Vsem obiskovalkam in obiskovalcem želim prijazno in lepo počutje v naši Komendi, razstavljavcem pa čim boljšo in uspešnejšo poslovno predstavitev. Naj bo tokratni spomladanski sejem s svojo raznovrstno ponudbo spodbuda in povabilo tudi na naslednje sejemske prireditve v Komendi in na srečavanja ter druženja pri nas. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, zdaj je pa napočil trenutek, ko bodo seveda pozdravili tudi posamezni gostje. Obveščen sem bil, da bi rada pozdravila tudi direktorica Direktorata za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospa Tadeja Kvas Majer, tako da jo kar vabim k besedi. Lepo pozdravljeni. Dovolite, da najprej popravim. Prihajam iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sem direktorica Direktorata za kmetijstvo. Dovolite, da vse skupaj pozdravim v našem imenu. Na kmetijskem ministrstvu dajemo velik poudarek lokalno pridelani hrani in ta sejem je prav gotovo ena podpora pridelovalcem, tako z proizvodi kot z pripomočki in seveda tudi nam, potrošnikom, kajti vsak lahko najde nekaj zase.
Kmetijstvo je panoga, ki je sicer podvržena naravnim spremembam, podnebnim spremembam in v lanskem letu je bila pozeba, suša in tudi toča. Tako da na ministrstvu se trudimo, da bomo v čim krajšem času izplačali te podpore. Tako nekako načrtujemo v mesecu maju, začetku junija izplačilo za pozebo in sušo. Že v tem mesecu pa načrtujemo javni razpis v višini 15 milijonov evrov za namakalne sisteme, oroševalne sisteme, mreže proti toči. Vsem skupaj želim prijetno druženje, predvsem pa čestitam organizatorjem za vztrajnost in dobro organizacijo. Hvala lepa. Verjetno bo pozdravil še kdo. Direktor Zadružne zveze Slovenije, gospod Bogomir Štepec. Ja, en lep pozdrav tudi v imenu Zadružne zveze Slovenije in vseh podjetij zadružnega poslovnega sistema. To je tudi Deželne banke Slovenije, Semenarne Ljubljana in pa Kmečkega glasu. Jaz bi želel pozdraviti seveda predvsem tudi visoke goste, oba ministra, gospoda Zdravka Počivalška in gospoda Karla Erjavca, potem tudi gospoda Alojzija Laha, ki je, ko bi rekel, ustanovitelj praktično tega sejma in pa starosta tega sejma, ter vse ostale tudi prisotne, tudi predstavnike naših zadrug in pa seveda kmete in kmetice, ki ste tukaj prisotne na tem sejmu. Jaz bi vsem zaželel, zdaj, ko se spomlad začenja, bi vam zaželel, ko bi rekel, eno dobro letino, sprav čim več pridelka, da ne bi bilo naravnih nesreč. Mislim, da je to najpomembnejše za vas kmete, sprav, da pridete do konca leta, da pridelate čim več in da v prihodnje dobro kmetujete. Sedaj bi pa mogoče izkoristil to priložnost še zato, da bi gospodu Alojziju Lahu, ki bo v letošnjem letu dopolnil 80 let, izročili eno simbolično darilo, ki ga ima gospod direktor Kmečkega glasu, gospod Peter Zadel, pa sem jaz dol pridružil. Hvala. Za besedo je poprosil še predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Cvetko Zopančič, potem pa, kolikor meni znano, nadaljujemo program. Ja, hvala lepa in še enkrat organizatorjem čestitke in pa hvala za povabilo. V imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice in svojem imenu vse kmete, razstavljavce, vse zbrane prav lepo pozdravljam. Seveda pozdravljam še posebno oba ministra, ki sta danes prisotna, in ker jih imam ravno na očeh, bi par besed rekel tudi o tem, da jaz verjamem, da razumeta in da bodo tudi v prihodnje razumela, da je kmetijstvo del gospodarstva, kateri pa rabi posebno pozornost. Prav v teh časih, ki jih imamo tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi, kjer je hrana dejansko razvrednotena, pa moramo na vseeno vztrajati in obdržati in ceniti doma pridelano podeželje, poseljenost in vso vlogo, ki kmetijstvo ima, in jaz verjamem, da bo politika v prihodnje znala tudi to posebnost, ki je, kakršna kmetijstvo je, tudi v parlamentu, v politiki, z posebnim prijemom, ne tako grobo, kot včasih vidimo, to je konkurenca, biti konkurenčen temu, ampak s posebnim občutkom, če želimo podeželjane ohraniti in kmetijstvo peljati k razvoju. Jaz še enkrat vse lepo pozdravljam, organizatorjem, gospodu Lahu čestitke in pa seveda želim veliko uspeha v tem sejmu, tistim, ki prodajate in tudi tisti, ki si ogledujete, veliko zadovoljstva. Hvala lepa. Tako, sedaj pa na oder vabim besedi častnega gosta, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška. Spoštovani župan, gospod Poglajen, spoštovani kolega minister za zunanje zadeve, gospod Karl Erjavec, spoštovani gospod Lojze Lah, spoštovani razstavljavci, spoštovani kmetje. Moram povedati, da mi je veliko čast in zadovoljstvo
da ste me povabili na 23. spomladanski sejem kmetijstva in obrti tukaj v Komendi. Mislim, da imamo veliko razlogov za veselje, tudi zaradi tega, ker imamo dobre gospodarske rezultate. Vlada, katere 2 člana smo danes tukaj prisotna, je naredila nekaj korakov v tem, da smo v teh 4 letih prebrodili krizo, da imamo stabilno gospodarsko rast, da so dobre napovedi, da 80% vsega, kar podjetja naredijo, izvozimo v tujino, da je to naš glavni razvojni motor in znotraj tega je prostor tudi za razvoj kmetijstva. Verjamem, da se naša vlada te problematike tudi resno loteva in skozi odnos kmetijstva se kaže tudi naš odnos do zemlje, na katero smo Slovenci tako močno navezani. Kmetijstvo je naša in tudi moja temeljna kultura ali pa, če hočete, je moj mir. Marsikdo se začudi, da imam voljo pri vsem tem delu, ki ga imam, doma delati tudi na kmetiji. Pa moram povedati, da z veseljem, ne za sredstva, ne za zaslužek, ampak za dušo delam z nekaj govedi, obdelujem kmetijo, se ukvarjam s konji, zato ker tukaj najdem neko energijo za delo tudi v politiki, ki je dosti težji posel od samega kmetijstva. Moram povedati, da verjamem, da razumete, ker ste kmetijski proizvajalci, da se moramo vsi skupaj držati mota, da lahko potrošimo toliko, kolikor naredimo. In znotraj tega verjamem, da je temelj delovanja naše vlade v bodoče tudi na tem področju. Tako kot sem se v kmetijstvu, kjer sem začel delati v kmetijskem kombinatu, kmetijski zadrugi Šmarje, mlekarnice Lea, ki je še danes steber zadružnega sistema slovenskega, prizadeval za to, da bi bili kmetje bolje promovirani, da bi bolje znali prodajati svoje produkte, tako se tudi tukaj trudim za to, da bi naše gospodarstvo imelo boljše pogoje za poslovanje. Zato zelo spoštujem vaša prizadevanja, da s sejemsko dejavnostjo, ki jo razvijate na tem področju, na nek način v tem starem smislu, v smislu direktnih kontaktov, spodbujate neke vrste trgovino. Ta sejemska dejavnost ni samo gospodarska dejavnost, ampak ima tudi in bo imela v bodoče vedno bolj neke znake ali pa dodatke turističnega delovanja na tem področju. Želim vam, da boste pri razvoju sejemske dejavnosti še naprej zelo uspešni, z naše vladne strani pa verjamem, da bo tudi v bodoče, ne glede na to, kdo bo vladal, odnos do kmetijstva dober, boljši, zato da bomo lahko negovali, obdelovali to našo slovensko zemljo. Najlepša hvala in verjamem, da bo sejem odprt, dobro posloval. Hvala. Tako, zdaj pa bomo prosili še gospoda župana in gospoda Lojzeta Laha, da se nam pridružita. Tako kot vsako leto s stiskom rok bodo seveda naši gostje sedaj simbolično tudi uradno otvorili. Spomladanski kmetijsko-obrtni sejem Komenda je s tem odprt. Tako, še skromna pozornost strani Konjiškega kluba in predsednika Lojzeta Laha, gospodu Počivalšku. Spoštovani obiskovalci in gostje razstavljavci, v zadnjih 15 letih ni bilo slovesnega odprtja sejma brez nastopa folkloristov. Plesalcev folklorne skupine Društva upokojencev Komenda lani so praznovali 15 let uspešnega prepoznavnega nastopanja, ne le na sejmu, ampak tudi v Sloveniji in tujini.
Zato jih vabim, da pod vodstvom gospoda Janeza Slapnika in ob spremljavi s Francom Grilcem nastopijo tudi danes. Za njihove poznane in kvalitetne nastope pa je zaslužna tudi danes prisotna mentorica folkloristov, gospa Mojca Meršol. Zaigrali in zaplesali nam bodo eno tako luštno, ki sicer na sejem ravno ne sodi, morda pa jo bo tudi katera prodala. Kikelco namreč, še kikelco prodala bom.
Yahoo!